Selimo se na Štajersko, v stanovanje, kjer se je mladostna energija srečala z dušo stare stavbe. S pomočjo oblikovalcev notranje opreme je nastal dom, ki diha z umirjeno eleganco. V njem se preteklost prepleta s sodobnostjo, svetloba s toplino, prostor pa z življenjem, ki ga napolnjuje ta lepota in občutek skladne povezanosti. Dobrodošli v elegantnem, staromeščanskem, prenovljenem stanovanju mladega para iz Maribora. Navdušujejo nas visoki stropovi in res veliko omar. Toliko, da celo lastnika pravita, da živita v eni sami veliki omari. Nuša in Jan, zdravo. Najprej mi povejte, kako se je vse skupaj začelo. Kaj vaju je nagovorilo pri tem stanovanju, da sta pogumno rekla, to je za naju? Ja, torej pri celi zgodbi se je debata začela pri tem, kje sploh hočemo živeti. Jaz sem takrat živel v Ljubljani, Nuša še takrat ni živela z mano in potem smo se pač pogovarjali, kje bi bila. Jaz sem si želel ostati v Ljubljani, Nuša si je želela biti v Mariboru, smo naredila kompromis in smo v Mariboru. Ja, dejansko sva potem se res odločila, da greva pogledati stanovanja. Izrecno oziroma prvo sva prišla v tole stanovanje. To je bilo prvo stanovanje, ki sva ga torej pogledala. Jan se dejansko takoj navdušil nad njim, ampak jaz sem pa vseeno rekla, pa dajmo pogledati še nekaj drugih stanovanj in smo še šla pogledati dva ostala. Ampak na koncu je definitivno prevladovala tole, tako da sva tukaj. Ker načeloma pač to staromeščansko stanovanje, jaz imam zelo rad arhitekturo in pač to je bilo v bistvu edino stanovanje, ki je bilo res taka staromeščanska zgradba z dušo. Pač je potrebno nekih zadev malo vložiti v njo, ampak pač takih zgradb je zelo malo v Mariboru in nazadnje tudi po Sloveniji, konec koncev. Pa tudi sama lokacija nam je bila idealna. Zelo blizu imava tukaj park, mislim peš imava do mesta, te so res prednosti. Ja. Koliko je peš hoje do Lenta? Do Lenta je slabih 10 minut, do parka je 2 minuti, do avtoceste je z avtom 5 minut in pač kljub temu, da si v centru mesta, si takoj pač kjerkoli si želiš biti. Pa tudi s parkingom imamo srečo, ker imamo zadaj na dvorišču parking omogočen. Vseeno so bile pa določene stvari, za katere sta rekla, ok, to bo pa treba spremeniti. Kaj vaju je motilo, zakaj sta šla v tako korenito prenovo? Stanovanje je bilo pripravljeno praktično na vselitev in bi se dalo v njem živeti. Ampak ni pa imelo nekega svojega vajba oziroma duše. Vsak prostor je izgledal malo drugače, ni bilo nekega enakega koncepta peljanega skozi vse sobe. In to je bilo v bistvu, to je bil povod, zaradi katerega smo se odločili, da hočemo zadevo malo bolj konkretno prenoviti pa porihtati. Adam, vam in vaši ekipi sta lastnika tega lepega staromeščanskega stanovanja zaupala prenovo in me zanima, kaj je v štartu vse vplivalo na samo oblikovanje. Morda tudi letnica oziroma celo zunanjost stavbe? Ja, sam objekt je iz leta 1910, normalno staromeščanska hiša, večstanovanjska in na to je predvsem vplivalo, bom rekel, oblikovanje notranje opreme, tako da smo v bistvu ohranili staromeščanski stil s pridihom modernega. Nekaj je že bilo v štartu tukaj, česar ni bilo treba zamenjati, ne? Parket pa kopalnica. V bistvu kopalnico smo samo dodelali s tem kopalniškim blokom pa z določenimi omarcami, ogledali. Nismo ruvali keramike ven, vse ostalo smo pa naredili na novo, smo spustili stropove, suhomontažne in tako naprej, v bistvu čisto vse, kar je. Pa kuhinja je ostala. Najprej k stropovom. Koliko imamo? 3,5 metrov višine, kar pomeni zelo visoki stropovi. Kaj vse to prinese pri oblikovanju? Najprej je to super, ampak verjetno je tudi kakšen izziv. Ja, jaz bom rekel tako, zdaj dobro je treba razmisliti, do kjer višine so pol pohištveni elementi, najlepše do stropa, seveda bomo rekel tudi najbolj uporaben, ker se ti v bistvu ne nabera na vrh, na omarah se ti prah ne nabera in ostala umazanija, in v bistvu moraš pa paziti, da kakšna stvar ne deluje prevelik, preglomazno, ker pač stvari, ki so 3,5 metra visoke, so že kar orenk, je boljše jih integrirati nekako v steno, kakor prosto stoječi kosi 3,5 metra visoki. Tako da pol pa samo prinese to, da je treba paziti na same višine, da tudi dobiš v bistvu določene stvari, materijale same, ker moramo vedeti, da določeni mizarski materijali ne obstajajo v take velikosti. Za izdelavo omar so oblikovalci priporočili Iveral. Ta je namreč odpornejši na UV žarke, enostaven za čiščenje in bolje prenaša udarce kot furnir ali masivni les. V omare je mizar vgradil okrasne bordure, ki v stanovanju dodajo pridih zgodovinske elegance.
Posebno pozornost je bilo treba nameniti mehanizmu vrat, da se gladko in zanesljivo odpirajo. Več pantov mora biti na vrati, ker so višja vrata in tudi mogli smo implementirati na pohištvene elemente oziroma na omare ročaje, zaradi tega, ker vrata več, kot bom rekel, iz mojih izkušenj tam 2,20, 2,30 se na tip on ne odpirajo dobro, ne. Sploh pač zaradi višine in tudi krivijo se in tako. Tako da je bil kar izziv za mizerja, no. Katere so še druge spremembe, ta glavne, ki jih je stanovanje doživelo? Najverjetneje sem sodijo tudi tapete, stenske obloge. Spreminjali smo čisto vse, od same razsvetljave, nekaj bom rekel, da še predvsem v večernem in nočnem času, da je res dober pridih. Vsemu skupaj je veliko ambientne svetlobe, bom rekel, servisnih svetil in dekorativnih. Drugo pa seveda vse, barve sten, zavese naredijo glavno, ker so visoke zavese, so zelo elegantne in bom rekel, premični pohištveni elementi. Ja. Lastniku so pri prenovi stanovanja priskočili na pomoč prijatelji, veliko dela pa sta opravila kar Jan in njegov oče, ki sta med drugim uredila spuščeni strop in pripravila elektroinštalacije. Nad katerimi rešitvami v stanovanju sta sicer najbolj navdušena, za katere stvari lahko rečeta, kljukice, to pa res funkcionira? Mislim, meni iskreno so tapete tiste, ki so me ful fascinirale, no. Ko sem videla render, pa da imamo neko tapeto, sem bila zelo, presenečena hkrati, no, zato ker dejansko jaz imam neko predstavo, da so moji starši, no, so metali ven te tapete, a ne, in si sama nikoli ne bi zmislila, da dajmo tapete nazaj, a ne. Ampak ko dejansko vidiš neko lepo tapeto, da so neko posebno dušo in je ful prijetno, ne, v prostoru, tako da zdaj vedno, tudi kolegica, ko si zdaj ureja stanovanje, vedno reče, daj si kako tapeto zraven, daj si tapeto, ker je res, meni so tapete, no, izredno lepe. Ja, bolj praktične zadeve pa so recimo, pač kljub temu, da smo v 120 let starem objektu, pač not je klima, not je toplotna črpalka, voda, zrak in talno gretje, kar je za neka staromeščanska stanovanja kar redkost. Pač posledično ni radiatorov in ničesa, tudi po zimi je fajn hoditi po tleh brez copat in podobno. Pol fajn zadeva je, recimo ogledalo na hodniku, pač sem zgradil neke senzorje, zato ker na hodniku ni oken, teda ko nekdo stopi na hodnik, pol se zadeva sama prežge in je pač fajn, če treba po noči iti po kako vodo ali pa kaj podobnega. Pol ena izmed zadev, pač jaz sem računalničar in precej časa preživim tule prek v pisarni in posledično tam tudi recimo je po meri narejena dvižna miza, torej kljub temu, da je recimo miza v L, ki je, ne vem, v eni dimenziji 2,80 m na 1,40 m, kar je res konkretna miza, je pač dvižna z vsemi kabli in vsemi zadevami pospravljenimi. To je zelo taka praktična zadeva. Poleg pisalne mize je pač tudi počivalnik, ki je original IMS lounge chair, kar je načeloma kar taki simboličen oziroma ikoničen kos pohištva. Dodatno recimo tudi mize, ki pač tale mizica, ki jo tule gledamo, tudi mizica v moji pisarni, sem jaz dizajniral, zrisal in pač dal kamno seko za izdelati flehe in pač ogrodja in pač sestavljena skupaj po meri. Tudi v spalnici ena zanimiva rešitev, torej recimo v nočne omarce so integrirani brezžični polnilniki za telefon in ne rabiš nobenega kabla in česa podobnega, samo na pravo mesto odložiš telefon in se pač skozi les telefon polni sam od sebe. Ampak to ste jih sami tako integrirali, ne? Torej z mizarjem smo pač bilo dogovorjena, da mi mora nekje malo prostora pustiti za kable, vse ostalo je pa pač moje delo. A je že v štartu bila ta letalna obloga v kopalnici? Ja, dejansko je bila, nisva tega spreminjala, ker je dejansko iz tikovine, kar imajo tudi na jadrnicah. Ja, in jaz obožujem jadranje in pač videti tikovino na barki je nekaj posebnega, videti tikovino v kopalnici je pa še večja redkost in pač to je absolutno del stanovanja, ki je mogel ostati nespremenjen. In tudi na podlagi tega je kos jadranja sred zime v Mariboru. Po tem veselju sodeč se mi zdi, Nuša, da tole ni zadnje stanovanje, ki ga je Jan takole navdušeno šel prenavljati. Se mi zdi, da se bo to kdaj še ponovilo. Bo, zdaj so cilje, no, v prihodnosti hiša. Ok. Teda se vidimo še enkrat, upam. Z veseljem.